spoštovani, najprej bi rekla, dragi Marko, kolega, vedno, kadar me povabi, če ne moram se udeležim, spoštovani vsi ostali predsedujoči, visoki gostje v dvorani in seveda vsi, ki ste prišli z lepim ciljem. Kajti iz naslova bi kot varuhinja povzela kar 3 besede ali nekaj več, soglasje za prihodnost. Torej, dovolj so kar 3 besede, soglasje doseči je namreč v naši državi pogosto zelo težko in to celo o majhnih temah, o majhnih korakih, kaj šele o velikih. Zato si od vseh tako pozitivnih posvetov, kot je ta, tudi kot varuhinja veliko obetam. Vem, da če bodo ljudje začutili, da smo v marsičem soglasni, da vemo, kam plujemo, bo tudi manj nesrečnih ljudi. Manj nesrečnih ljudi pomeni tudi lepšo prihodnost. In pravzaprav je pomemben vsak človek. Spomnila sem se na misel Phila Bosmana, ki sem jo uporabila v lanskoletnem, torej ne poročilu za leto 2014, ampak že za preteklo leto. Zdela se mi je tako zgovorna, pravi namreč, ali zmore travna bilka prebiti asfaltno prevleko, da bi prišla do svetlobe. Moč travne bilke je namreč podobna moči revežev, ki se uprejo zatiranju, da bi lahko bili ljudje. Moč mogočnih pa spominja na moč buldožerjev, ki se za travne bilke sploh ne zmenijo. In ko sem zapisala to misel v letno poročilo varuha, sem seveda premišljevala tako o travnih bilkah, kot tudi o buldožerjih. O tistih, ki znajo in zmorejo poteptati take travne bilke, ki bi tako rade živele, prišle do svetlobe, do nekega spodobnega in človeka vrednega življenja. Zdela se mi je to zelo dobra iztočnica za letno poročilo varuha, ki predstavlja kršitve človekovih pravic v Republiki Sloveniji. K sreči izpostavljamo tudi primere dobre prakse. Poročilo je zelo obsežno, ima 400 in več strani, okoli 115 priporočil državi za leto 2014, medtem ko jih je bilo za predhodno leto 2013 kar 150. Prav je, da priporočamo, a prav je, da se tudi vse to udejani, kajti ljudje od vseh nas pričakujejo, da to, kar zapažamo, da posredujemo državi, vladi, institucijam in da se tudi nekaj premakne na bolje. Torej, kot varuhinja vedno citiram ustavo, vedno me novinarji zlasti sprašujejo, kako je socialno in pravno državo, mi citirajo 2. člen ustave. Zagotovo je pomembno spoštovanje tega člena in še marsikaterega drugega. A kaj, ko včasih ni tako pomembno, kaj točno piše in kako to kdo razlaga? Pomembna je srčnost ljudi, pomembno je spoštovanje vsakogar. Če bi človek spoštoval drugega, tako kot tudi mnoga verstva to narekujejo, se mi zdi, da bi bilo več soglasja med vsemi nami. Kajti spoštovanje je prvo na poti, ko ne delaš razlike med tem, kdo je in kakšen je, ampak ga preprosto spoštuješ vsakogar, od najmlajših do najstarejših, ker je dober človek. In druga stvar, ki takoj nekako seže temu blizu, je zagotovo tudi poleg spoštovanja neka olika vrednote, o kateri govorimo, in seveda strpnost, ki je izjemnega pomena, kajti če zaideš iz ene v drugo skrajnost, raniš sočloveka, ni pomembno, da je rana taka, da teče kri, pomembno je, da je ranjena njegova duša, ker si ga prizadel tudi celo z grdimi besedami. In zato v teh časih, ki niso lahki, ki prinašajo veliko preizkušenj, tako radi govorimo o sovražnem govoru, pa se včasih ne moremo zediniti niti kaj je, kaj predstavlja, kje so meje tega, kar je svoboda govora in kje je treba postaviti piko. Tam, kjer raniš človeka, tam, kjer vidiš, da nekdo o tem, ko govoriš, prizadeneš nekomu goje, ga prizadeneš v kakršnemkoli čustvu, ki ga goji, v njegovem življenju, v njegovi zunanjosti in notranjosti. Kot varuhinja se pogosto srečujem tudi z otroki, z najmlajšimi, pa z njihovimi učitelji in tudi starši. In takrat si vedno rečem, srečen tisti, ki ima družino, a nikakor ne morem biti zadovoljna samo z besedo družina.
Pomembno je, kakšna je ta družina. Ali otroku nudi varnost, ali je do 2 let, ko pravijo, da je to obdobje, ki najbolj zaznamuje otroka, neosamljen. Ali ima tisto toplino, ki ga bo pospremila v svet, ali je od tega odtujen in je nima. In zato si še vedno upam reči, in tako pravijo tudi strokovnjaki, na katere se vedno lahko sklicujem, da je družina resnično prva. A zgodi se, da ni prava, da odpove. Časih tudi družini niso vedno naklonjeni, ne zmore ali ne zna. Ne zna, ko pade, poiskati pomoč. In takrat je zagotovo šola. In ravno včeraj sem predstavljala svoje ideje o varovanju človekovih pravic na fakulteti, ki vzgaja mlade, ki bo imela kadre, ki bodo vzgojitelji in učitelji v naših šolah, na pedagoški fakulteti. In na dušo in srce sem jim pihala z besedami, da so izjemnega pomena. A učitelj je lahko vsak, tudi tisti, ki nima tega naziva, ker je sorodnik nekoga, ker je njegov prijatelj, ker je njegov znanec. In zato se mi zdi pogovor o takih temah, kot bodo danes tu predstavljene, izjemnega pomena, pa ne glede na to, da dvorana ni polna, lahko rečemo, da je pol polna, ne pol prazna. Tukaj ste ljudje, ki zagotovo dobro mislite, ki ste prišli zaradi tega, o čemer se bo danes govorilo, ki vas vežejo neke pozitivne vrednote in samo širiti je to potrebno. Razširiti tudi v naša službena okolja, domača okolja, ne nazadnje tisti, ki pišejo tudi v svoja dela, kajti tudi mediji, zlasti mediji, njihova moč je izjemna. In kot varuhinja si želim, da ne bi pisali samo o slabem, ampak tudi o dobrem. Vsako stvar lahko pogledaš z 2 vidikov. Prav je, da si kritičen in da pozoveš nekoga, da nekaj spremeni in rečeš, to ni dobro, moralo bi biti drugače, a sprejemaš tudi protiargumente in ko ti nekdo dokaže, da se je trudil, da se je zadeva spremenila, tudi zaradi dobrih, poštenih ljudi, takrat znaš tudi pohvaliti. Zdi se mi, da tako radi iščemo zgolj napake. In zato sem tudi kot varuhinja v letno poročilo uvedla neko majhno novost, a upam, da se bo razširila v prihodnjih poročilih. Tisti, ki se spremeni, ki spoštuje človekove pravice, ki se upraviči, povrne škodo, tak je vreden občudovanja. Včasih v knjige pritožb in pohval, seveda, ko pogledaš vanje, vidiš same graje. In ko sem nekoč v svoji prejšnji službi, kjer smo imeli zgoraj neko restauracijo, v katero smo med službo lahko zahajali na malico, želela knjigo pohval in pritožb, je takoj prišla šefinja in rekla, gospa, kar meni povejte, kaj je narobe. Pa sem rekla, ne, nič ni narobe, zelo dobro je, da je tako dobro za nas med službo poskrbljeno. Pa je rekla, joj, ste me pa presenetili, še nihče ni želel te knjige zato, da bi vpisal kaj lepega, samo če se pritožujejo. In zato se mi zdi prav, da v vsaki stvari, ko jo analiziramo, vidimo tudi dobro. Tudi ljudi, ki stojijo za tem, tiste, ki se trudijo, ki kdaj celo ne zmorejo, a prav gotovo želijo spremembe in to spremembe na bolje, na slabše niso potrebne. In zato sem zelo vesela, da sem lahko bila pokroviteljica prvega in da sem lahko danes delček, res majhen delček te pozitivne zgodbe. Čestitam vsem, ki ste prišli, ki ste pripravljeni deliti svoje lepe misli in tistim, ki poslušate in si mislite, tudi jaz tako mislim. To je pozitivno in to se mora širiti. Žal je pri varuhu tako, da je vse splanirano in danes imamo tudi pomembno srečanje z okoljsko ministrico in z nevladnimi organizacijami, tudi okolje izjemnega pomena, kje bomo živeli, kako bomo živeli. Tudi tam je potrebno misliti pozitivno, da pustimo ljudem okolje, ki bo prijazno, ki ne bo tako, da za nami potop in bomo rekli, glavno, da smo mi preživeli, kaj bo z našimi potomci, ni tako pomembno in tudi tam je kapital tisti, ki ne sme biti pred zdravjem. In zato se bo morala žal po uvodnem delu posloviti, tako rada bi bila z vami, a vendar prebrala bom marsikaj o tem, vesela sem, preprosto vesela, da sem del te zgodbe vseh nas. Hvala, ker ste prišli in ker ste me povabili.